za neodrešene ljudi. Kako naj molimo za zgubljene? Kako molimo za te ljudi, ki še niso prišli k Jezusu? Ker recimo za vernike imamo dosti molitev v Svetem pismu, lahko uporabiš recimo od apostola Pavla molitve, z Efežanom 1, Efežanom 3, Kološanom in tako naprej. Ampak kako moliti za nevernika? Sigurno je kdo v tvoji družini, ki rab Jezusa, je tako. Pomisli tako na svoje prijatelje, na svoje sorodnike, znance, koliko enih ljudi, ki je tako žal, da jih ni v Božjem kraljestvu, je tako. Jaz vsakeč, ko se imam ful fajn s svojim bratom, mi je tako ful žal, da ni človek v Božjem kraljestvu. In pol mu ne morem to skozi govoriti, ker pa se ne več hotel družiti z mano. Ampak vedno imam pa v ozadju tako tak ful slab feeling, pa če on danes umre, kam bo šel. Eto, in pol se ne morem je toliko zelo dober z njim, kakor bi se imel, če bi on bil, eto. Amen. Kaj šele tvoji otroci, recimo. Eni imate otroke, ki ne veste, kako jim gre, so odrešeni ali niso. Eni imate starše, ki ne veste. Mislim, to je grozno. In zdaj, dober je, da jim govoriš, ampak dajmo si danes pogledati, ker vedno pa lahko moliš za človeka, etko. Dajmo si pogledati, kako moliti za njih in dajmo danes verjeti, da se bo nekaj premaknilo. Amen? A si pripravljen danes sprostiti vero? Ne za zdravje, pa za finance, pa za kariero, ampak za odrešenje. Probimo sprostiti vero za odrešenje neodrešenih družinskih članov, prijateljev. Pač probi se danes zdaj fokusirati, ko bomo na koncu probali, da to v prakso teh 5 točk. Prva je stoj na Božji besedi. Vedno in karkoli v bistvu moliš, je veliko večja verjetnost, da ti bo uspelo, če boš najdel odgovor za to, kar moliš o Božji besedi. Če boš vedel, kjer citat iz Svetega pisma pokriva področje tvoje molitve. Dajmo si pogledati za odrešenje. V apostolskih delih, 16. poglavje, 31. vrstica. In na te vrstici sem jaz vedno stal za svoje starše in za svojega brata. In hvala Bogu, moja mama je že z Jezusom. Mislim, rajš bi, da je tukaj z nami, ampak ko je že šla, sem vesel, da je šla k Jezusu. In to vem, haleluja, ker je sprejela Jezusa. Haleluja. Moj oče je tudi sprejel Jezusa in je bil 3 dni čist drugačen človek. Zdaj danes pač nisem toliko siguren, zato še vedno včasih to molitev molim za njega. Poglejmo si tole. Ona pa reče, da veruj v Gospoda Jezusa in zveličal se boš ti in hiša tvoja, oziroma tvoja družina. Amen? A lahko verjameš za svojo družino? Amen. Verjem, haleluja. Amen. Verjem za svojo družino, haleluja. Jaz verjamem, da Božja beseda nam daje mandat, avtoriteto, da se premaknemo v veri, pa da pokrijemo svojo družino. Jaz se spomnim, ko sem se odselil od staršev, je bilo mojega očeta ful strah, kdo bo zdaj pokrival družino duhovno, kdo bo zdaj. On se je bal, da gre zaščita dol iz hiše, ko se bom jaz odselil. Se hoče, zdaj je čas, da ti vzameš svojo odgovornost, pa ti postaneš ta človek, ki bo, ampak ni. Cerkev, mogo sem moliti za njega 7 let. Čez 7 let je šele sprejel Jezusa, pa včasih malo dlje traja. Ok, to je en citat. Apostolska dela 16:31. Lahko si ga napišeš, daš na hladilnik, na zid, kamorkoli in pol prerokuješ to v svoje otroke, v svoje starše, kogarkoli. Dajmo si še en citat pogledati. 2. Petrovo pismo 3:9. Se pravi, 2. Petrovo pismo, 3. poglavje, 9. vrstica. Gospod ne odlaša obljube, kar imajo nekateri za odlašanje, temveč potrpežljiv je z vami, ker noče, da se kdo pogubi, ampak da vsi pridejo v izpokorjenje. A lahko rečeš vsi? Vsi. Se pravi, včasih, ko je kdo ful žlet,
ali pa kdo ful preklina Boga, lahko padeš v skušnjavo in si misliš, ta je pa pretrt oreh. Ta pa, za tega pa ni pomoči. Ne tako razmišljati. Ko Bog hoče, da se vsi odrečijo, tudi ta človek. Amen? Božja volja za vsakega človeka je, da se spokori. Za vsakega človeka. Izpokori pomeni, da se obrne na Jezusa. Amen? Da je šel prav v levo, zdaj gre pa Jezusu. Ok, se pravi, to sta dva citata. Gremo zdaj, se pravi, ko veš, kaj Božja beseda pravi, potem imaš vero, ko vera pride po slišanju Božje besede. Včasih je dobro, da si jo na glas rečeš Božjo besedo, preden greš molit, zato da vera v tvojem duhu se aktivira po besedi, ki si jo rekel. To imate, ni treba iti tam, ampak Rimljano 10:17 to piše. Vera pride po slišanju Kristusove besede. Druga točka, ki molimo za nevernike, je pros Gospoda, da jih pritegne. Okay. Prosimo Gospoda, da jih pritegne. Zakaj je to pomembno? Zato, ker nam Bog daje ta navodila. Ker recimo, če jaz samo molim, Jezus, odreš mojega očeta, Jezus, odreš mojega brata. Jaz nisem bibličen, zato ker on ne bo prišel na zemljo, pa ga spet odrešil. On je že odrešil vsakega človeka, ki je dal svojo kri, prišel na zemljo. Zato iščemo biblični način, kako lahko molimo za neodrešenega. Se pravi, pros Gospoda, da jih pritegne. In tukaj imamo najprej pros očeta in potem bomo videli, da lahko tudi Svetega Duha prosimo. Poglejmo si, kako prosimo očeta. Janez 6:44. Janezov evangelij, 6. poglavje, 44. vrstica. Nihče ne more priti k meni, če ga ne vleče Oče, ki me je poslal. In jaz ga obudim poslednji dan. Amen? A ni to super? Se pravi, ko so moja mamo njen telo skurali, ja, Jezus se tam da jo obudi. Amen? Amen. Ona gre k njemu, haleluja. Ni problema. Amen. Nihče ne more priti k meni, če ga ne vleče Oče. Standardni prevod pravi, če ga ne pritegne Oče. V bistvu obe besedi sta pravilni, gre za to, da te nekdo privlač v eno stvar. Se pravi, Jezus je rekel, da noben, se pravi, a ni to dobro? Se pravi, mi dva nismo kar tako prišla k Jezusu, ampak naj je Oče mogel pritegniti k Jezusu. A ni to zanimivo? Mi dostikrat rečemo, wow, najdel sem Jezusa. V bistvu je Oče tebe najdel, pa te privlekel k Jezusu. Amen? Prvabil te, pritegnil te k Jezusu. Se pravi, ti vedno lahko to moliš, Oče, pritegni, povab mojega očeta, povleč mojega očeta, povleč mojega brata, mojo sestro, amen? Mojega otroka, haleluja. In pol imaš večjo vero v molitvi, ko veš, da je Bog to, da je Jezus to rekel. Amen. In zdaj pogledajte si še nalogo Svetega Duha. V 16. poglavju, se pravi v Janezovem evangeliju, 16:8. Mi tukaj lahko prosimo Svetega Duha in ko pride on, zdaj Jezus govori o Svetem Duhu, ko pride on, bo prepričeval svet o grehu, o pravičnosti in sodbi. Naslednja vrstica, 9. O grehu namreč, ker ne verujejo v mene. 10. O pravičnosti pa, ker grem k Očetu in me ne boste več videli. In 11. O sodbi pa, ker je vojvoda tega sveta obsojen. Se pravi, vidimo, da Sveti Duh 3 stvari prepričuje, če lahko greš nazaj na uno prvo, o 8. vrstico, če greš lahko na 8. Se pravi, Sveti Duh prepričuje svet, se pravi, cel svet, o grehu,
pravičnosti in sodbi. In vidimo, da greh je, ker ne verjamejo. A ste opazili? V grehu, ker ne verjamejo. Se pravi, če pride Sveti Duh k nekomu, ki je ful je zadovoljen, ful mu gre vse v redu, boš ful težko ga kar pripelil k Jezusu. Etko, on ima vse, kar si zaželi, vedno mu gre vse dobro, vse si je sam zaslužil, ful je pameten, vse ima, razumeš? Kaj je mol? Sveti Duh ti mu pričuje o grehu. Amen? In pol človek mogel spati. Jaz sem bil 20 let star, ko se mi je to zgodilo. Vse mi je šlo the best na ven, noter sem pa čedalje bolj postajal kot mrtvak. In čist prazen in posušen. In sem se počutil, kot da sem star 75 let, pa kot da mi gre vse narobe. Se pravi, čujem, če kdo tle toliko že star, ampak tebi se mi treba tako počutiti. Amen. Lahko si star 80, pa se počutiš, kot da si 20. Amen. Zdaj, ko imaš evs, ampak če ga nimaš, pa ni fajn. In zato lahko možeš Sveti Duh prepričuj ga v grehu. Amen. Zakaj? Ker pol se bo spreobrnil. Amen. Ker človek, jaz sem nekaj časa svojega očeta prepričeval s svojimi besedami, da je grešnik, in se mi je ful upiral. In je govoril pač kontra meni. In pa sem pa mu začel govoriti, koliko je dober človek, ker Božja dobrota nas vodi v spokojenje. Je pa govoril, ne, jaz sem ful grešnik. Kaj je bilo? Ko Božja dobrota, amen, ampak ko moliš, je pa dober. Jaz verjamem, da vsak človek, ko on spozna, da je grešnik, je to ful velika milost. Amen. Ker Jezus je rekel farizejem, če ne bi rekel, da niste grešniki, bi vam lahko pomagal, tako pa ni rešitve za vas. Ste pa pod obsodbo, ker pravite, da niste grešniki. Razumete? Ker človek ne pozna Jezusa, ko on spozna, ker kaj je grešnik? Grešnik je človek piše, ki ne verjame v mene, je rekel Jezus. Se pravi, on spozna, da je prazen brez Boga. In pol greh v bistvu pomeni, da si zgrešil smisel življenja. To je glavna stvar greha. In zdaj, ko je človek nekaj narobe naredil, pa se zaveda, da je grešnik, on bo rabil nekoga, da mu odpusti. Amen. On rabi nekoga, da ga bo sprejel. In zato lahko to molimo, da Sveti Duh pride, da pričuje o grehu, potem pričuje o pravičnosti. Gremo naprej, vidimo, kako o pravičnosti pričuje. O pravičnosti pa, ker gremo očetu in me ne boste več videli. O sodbi pa, ker je vojvoda tega sveta obsojen. Se pravi, zanimiv, da o sodbi je pa malo drugače, kot bi si mislili. In v bistvu pričuje, da je hudič obsojen. To je po moje za nas vernike bolj mišljeno, kot za nevernika. Čeprav tudi mogoče, recimo, če je kdo v okultizmu, satanizmu, da ve, da obstajajo demonske sile, mu lahko Sveti Duh pričuje, da je hudič obsojen, da obstaja nekdo. Recimo, meni je bilo to ful razodetje, ko sem prišel k Jezusu. Noben mi ni to povedal. Ampak nekaj se je wow, Jezus je večji od Satana. Razumete, to mi je Sveti Duh pričeval. Prej sem mislil, da hudič je ful močen, da Satan je ful močen, ker sem se malo ukvarjal z duhovnostjo. Ampak, ko sem prišel k Jezusu, mi je bilo to ful razodetje. Obstaja nekdo, wow, ful večji. Tako da mol, bod voden pa Sveti Duh, ampak mol, Sveti Duh pričujem o grehu, pričujem o pravičnosti in o sodbi. Ok, gremo naprej. Se pravi, prva točka je bila najdeš Božjo besedo, druga je prosiš Gospoda, da jim on govori, da jih on pretegne. In tretjič, zveš duha slepote. Ful pomembna točka. To je v 2. Korinčanom 4.4. 2. Korinčanom 4.4. Dosti ljudi se ne bo upal nasloviti duhovne sile, ampak samo z Bogom govorijo. In pač Božja beseda pravi, poniži se pred Bogom, ampak upri se hudiču in bo pobegnil tebe. To je dobro tudi hudiča izgnati iz svoje družine, ki je Bog tega sveta, to je hudič,
nevernim oslepil misli, da jim ne zasveti svetlost evangelija slave Kristusa, ki je podoba Božja. Se pravi, tukaj je naša naloga, in to ne vem, to je res, po moje najbolj pomembnih korakov, če boš vse druge pozabil, je, da zapoveš duhovni slepoti, da gre stran iz njihovih oči. Recimo, jaz sem to videl pri veliko ljudeh. Recimo pri moji mami ful očitno, ko sem jo vodil čez 4 duhovne zakone in pri Bog te ljubi, ti si grešnik, je se bačil zate in zdaj ga mora sprejeti v svoje življenje. In to, da ga spreme, sva se mogla vedno na prvo točko vrniti, ker nič ji ni bilo več jasno. In pa naenkrat sem tako prav v duhu videl neko sivo zaveso, ko sem jo v oči gledal, sem tako videl kar 10 cm pred očmi neko sivo zaveso. In sploh nisem tega citata poznal, ker sem bil še zelo nov vernik. In pa sem rekel, sploh ne moram čez to zaveso prebiti svojim besedam. Haleluja, lahko zvežeš duha slepote. Amen. Tukaj zapoveš vsak nečisti duh, vsak demonski duh, ki jim zaslepuje oči, jaz ti zapovedujem, da jih zdaj zapustiš v imenu Jezusa. Jaz včasih, ko sem s prijatelji, pa jim govorim, pa je ful negativna atmosfera, včasih grem samo na WC, pa tam molim teh par korakov, ko danes govorimo, pa nazaj prijem, pa imam ful odprta vrata. Lahko pa tudi kar med pogovorom v svojih mislih, sploh ne na glas. Ne vem, kako to deluje, ker verjamem, da v srcu govoriš pa z usti, mislim, v srcu verjameš pa z usti izpoveš, to je princip Božje besede, ampak dostkrat sem opazil, samo če v mislih zvežem demona, gre že stran. Tako, zanimiv, res. Zgleda, da deluje pač tudi tako, ne. Tako da lahko med tem, ko se z nekom pogovarja, sam Bog previden, mene včasih kdo rekel, tako, ti si čisto odsoten, jaz ti nekaj govorim, ti si čisto druge. Vlada, ker sem pa mogel. Jaz sem pa ful demone vezal med njim. Tako da bod previden, ker pač težko te bo človek poslušal, če ga ne spoštuješ toliko, da ti njega poslušaš. Amen. To včasih grem raješ pol na WC, če je ful duh molitven na men, ker bom pol zgledal ful, da jih ignoriram, ker to ni dobro. Amen. Ok, se pravi, najdeš Božjo besedo, prosiš Boga, da jih pritegne, Očeta in Svetega Duha. Tretjič, zvežeš duha slepote. Ni nujno, da je duh slepote, ampak tega duha, ki jim slepi oči. Ok, 4. točka. Matej 9:37. Matej 9:37. Matej Evangelij 9. poglavje, 37. vrstica. Tedaj reče učencem svojim, žetve je sicer mnogo, ampak delavcev je malo. Prosite torej gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetvo. Se pravi, mol, nikjer ne piše, da mol za žetvo. V celem svetem pismu noč najdu mol za prebojenje, mol za žetvo, ampak mol za delavce, da grejo v žetvo. In ta molitev izredno deluje. Mi smo imeli v Prevaljah, en par je sprejel Jezusa to nedeljo, ker so njihovi otroci že na novo rojeni. Ampak ne hodijo tle v cerkev v Prevalje, ampak nekam drugam. In njima je to bližje in sta tle, in nikoli nista bila sploh v cerkvi, oziroma bila sta na eni prireditvi. In jaz verjamem, to je to, ko moliš, haleluja, nekdo bo požel. Amen. In njihov delavc je bila Marjeta, taka kruh peče. Ona je pač, ker etko doskrat tebe ne bojo poslušali tvoji domači. Ker si rečejo, tako kot Jezus. Jezus so rekli, pa kdo je ta Jožefov sin? In ni Bogu veliko čudežev narediti. Razen par manjših bolezni lahko vzdravi. Zato mol za svoje sorodnike, za svoje otroke, da je Bog delavce pošlje. Da pošlje druge pridigarje v njihovo življenje. Amen? Druge kristjane, haleluja. Jaz sem enkrat prišel do enega človeka, čist nadnaravno,
Bog mi je prav govoril, kam moram iti, kje moram čakati. In pol je človek prišel in ko me je zagledal, je rekel, sanjal sem, da mi bo še resnico povedal. In sem mu rekel, zato sem tukaj. In pol je sprejel Jezusa. In pol je rekel, a veš, da moja mama je verna, ona hodi v baptistično cerkev v Ljubljani, zdaj grem pa še jaz v cerkev. Še nikoli nisem bil rekel, pej, halleluja. Ker jaz sem tukaj glih zato, ker je tvoja mama molila zate, razumeš, halleluja. Razumete, halleluja. Ti lahko moliš, Bog pošli delavce v žetev in pol bo Bog nekoga poslal do tvojega otroka, do tvojega očeta, do tvoje mame, razumeš, halleluja. In človek bo tam oborožen, pripravljen, ki je na tvojih molitvah tja prišel. Amen? Imajmo vero za to. Cerkev nas je skoraj 1,5 milijarde novorojenih vernikov. Cerkev ful raste. Kako Bog ne bi mogel nekoga poslati do tvojega otroka? Amen? Imaj vero, halleluja. Drugo, mol za medije. Mol, da bo gledal pravo oddajo. Bog lahko govori čez YouTube, čez film, čez knjigo. En moj sosed se je spreobrnil čez eno knjigo v knjižnici. V knjižnici je najdel isto knjigo, ki smo jo mi imeli v cerkvi na mizi. Jo je najdel v knjižnici. In jaz sem mu pričeval, ni hotel sprejeti Jezusa. Ker sem ga srečal čez par tednov, je bil pa ful na oknu za Boga. In pol je rekel, če gre lahko z mano v cerkev. Sem rekel, kako si pa zdaj prišel, prej pa nisi. Pa je rekel, v knjižnici sem tole knjigo najdel. In si je sposodil. Sem rekel, pa to knjigo mi zastonj delimo. Ti si pa v knjižnici sposodil in se odrešil. Halleluja. Amen. A lahko Bog uporabi vse. Lahko uporabi. Amen. Amen. Molimo za to. Molimo Bog pošlje delavci. Halleluja. Se pravi, najdu si besedo. Prosil si Boga, da jih pritegne. Zvezal si slepoto, pol moliš Bog pošlje delavce v žetev. In bod kreativen, da te bo Sveti Duh vodil, točno kako. In zadnja točka, 5, ponovadi smo je samo 4 točke, da sem še 5 dodal. Mol za svojo vlogo v njihovem odrešenju. Ker moraš vedeti, doskrat nekaj, za kar moliš, boš ti odgovor na svojo molitev. Doskrat tako. Za nekaj moliš, pa Bog tebe uporabi. Okay. Jaz sem pred par leti, sem tako za svojega najboljšega prijatelja, sem dobil njegov obraz v molitvi, ker sem molil v jezikih. In recimo molitev v jezikih je omenjena v pismu Efežanom, 6. poglavje, ko govori o Božji bojni opremi. Na koncu prav vzemite meč duha in molite sleherno molitvijo v Svetem Duhu. Za vse svete, se pravi za vse brate in sestre. Ampak dostkrat se ti zgodi, ko si ti v duhu pa ko moliš, da te bo Bog na eno osebo spomnil. Amen? In pol kaj narediti? Lahko greš čez te korake. Amen? Jaz recimo dostkrat grem pol čez te korake. Začnem moliti, halleluja, Oče, priteganih, halleluja, hvala, da si ti rekel, tvoja volja je, da se ta človek odreši, hvala, da si mi ga zdaj pokazal. Prtegam ga, pričujemo v grehu, vežem duha slepote od njega. Oče, pošlji zdaj ljudi v njegov življenju, molim, da te bo spoznal. Naj te vidi na telefonu, na računalniku, na televiziji, naj se sreča s kristjani. Ampak doskrat se jaz pa z njimi srečam. To odštekam, halleluja. In zato v cerkev mi moramo biti dober zgled, halleluja, amen. Vedno Sveto pismo pravi, da v vsaki priliki moramo vedno biti pripravljeni vsakmu dati odgovor za upanje, za to upanje, ki ga imamo. Se pravi, probleme, če ti živiš depresivno življenje, tudi če si imel ful težak dan, da ti nič ni šlo v redu, spomni se vedno, ko si ti z nevernikom, si na misijskem polju. Amen? Amen. Pa si predstavljaš, da greš na avion, pa so stivardese ful depresivne gore. Etko, to si ne more prvočiti. On je mora imeti nasmeh, halleluja. In cerkev, mi smo pa ambasadori Jezusa Kristusa, halleluja, amen. To je pa ful več, ko stivardesa na najdražjem avionu, halleluja, amen. Amen. Ti pa predstavljaš Jezusa, halleluja.
Jaz se spomnim, ko sem svojega razrednika v srednji šoli srečal in je imel ful slab dan. In to je bilo par let potem, ko je bil moj razrednik. In potem, jaz sem pa tudi imel ful problem in sem bil tako malo zamorjen. In ko je on začel jamrati, etko, ko imaš težak dan, si ful vesel, ko kdo zraven tebe jamra, ko lahko še ti poli. Ko si najdu še enega, ok, kaj je bilo. Pa da besne, če mu gre še slabš, kot te. In jaz sem že hotel priti na vrsto, da bom še jaz jamral, koliko je življenje težak. Je pa on rekel, ampak blagor tebi, Klemen. Ko tebi gre pa skozi dobro, kar imaš jaz. In sem takoj prešal tu v stevardeso, kar je bilo. In to je da best, amen? Kako umreš samo sebe, amen? Ti nisi hinavc, ampak ti umreš samo sebe, amen? Amen? Recimo Freud, utemeljitelj psihologije, ki imamo danes v svetu, je ful zgrešil te stvari. On uči, da zakon pač je slab, ker ti kaže, da si grešnik in kako to krivdo uničati. In v bistvu, ko se jeziš, moraš nekaj udariti. To je čist kontra Biblice. Biblija pravi umri. Ker se hoče nekaj v tebi dvigati, ne to pusti, da zbruhne ven iz tebe, ampak reči umri. Amen. Umri. Nočem te grenkobe, nočem jeze, amen. Nočem depresije, nočem žalosti. Ne pustiti ventilacije, ki pol bo ventilirala, kadar ji paše, razumeš? Ti vzam kontrolo na to ventilacijo, amen? Amen. Reči umri, kar je bilo, amen? Zato, to je peta točka. Kaj je tvoja vloga? Dostkrat je to, da si dober zgled. Posebej, če za domače moliš. En pridigar vere je rekel, ko on moli to molitev, ko on zveže tega duha slepote, on se začne zahvaljevati, da je človek že odrešen in potem se obnaša do njega, kada je že odrešen. To je tako res velik nivo. Da pol človeka, ki ga tam vsak da vidiš, tretiraš, kada je že tvoj brat pa tvoja sestra, kar je bilo. Amen? To pa rabiš vero. Se pravi, bodimo pripravljeni. Recimo, jaz sem prejšnji teden, sem v trgovini skoraj pozdravil enega človeka, ki ga že ful leta ni bilo v cerkvi. In je tako, je sprejel sem, ampak tako redko kdaj ga vidimo. In bi bilo da best, če bi začel v cerkvu hoditi, pa da bi rastel. To bi bilo da best. Tako kot za vsakega drugega, kar je bilo. In sem bil že ful, na tem, da ga poznam, pa sem videl, da to ni on. In sem bil ful slabo vodil, ker sem že mislil, wow, Bog mi ga je poslal, pa ko sem pa bliz pa šel, pa ni bil to on, razumete? Ampak kaj sem pa naredil? Šel sem čez te podobne korake in včeraj je prišel na molitev, haleluja. Amen, Bog je dober, amen. In pa si mi rekel, pa jaz sem te srečal pred 5 dnevi v trgovini, sam nisi bil ti. Ampak spomin ti ga je. Dejansko sem ga srečal v duhu, haleluja, amen. A ni Bog dober? Amen. Bog je res kreativen. Dovoljmo mu, da nas uporabi. Amen? Dovoljmo, haleluja. Ne nikoli razmišljati po svoje. Ta človek ne bo nikoli, za tega ne upanja. Ampak ne, nared svoj delež. In tvoj prvi delež je, da moraš za njega. In pa, če Bog hoče, ga povabi v cerkev, haleluja. Amen? Ne reči na nas njega, se itak ne bo prišel. Ker ne veš, lahko da ne bi prišel še prejšnji teden, ta teden je pa lahko vse drugače. Amen? Mislim, če imaš tako željo, bod voden po svetem duhu. Amen? Ker ne smemo težiti ljudem, sam ne smemo pa na masnih se odločiti. Amen? Vse v Svetem pismu naselus nagovarja, naj varimo ljudi v Božje kraljestvo. Amen? Propovati jih, haleluja. Tako da to je naša naloga, haleluja. Oče, hvala ti za naše družine. Probi se zdaj predstavljati eno neodrešeno osebo, haleluja. Probi se predstavljati, haleluja. Jaz si bom predstavljal svojega brata Igorja. Zato bom govoril kar njegov ime. Ti si lahko predstavljaš, koga hočeš. Ampak dajmo skupaj verjeti Bogu, haleluja.
Oče, mi ti danes verjamemo, tako kot tvoja beseda prav v Apostolskih delih 16:31, veruj in odrešen boš ti in tvoja družina. In potem si rekel v 2. Petrovi 3:9, da ni tvoja volja, da se kdorkoli pogubi, ampak da vsi pridejo do odrešenja. Oče, mi zdaj molimo za svoje otroke, za svoje družinske člane, za svoje družine, haleluja. Molimo za njih, oče, haleluja. Molimo, oče, prvič, da jih ti pritegneš, pritegaj, oče. Oče, prvleč Igorja zdaj, v imenu Jezusa, oče. Prvleč ga v imenu Jezusa. Sveti Duh ti mu pričuje o grehu, da bo videl, da rab rešitelja, da rab tebe, Jezus, da se mora odrešiti, da je izgubljen brez tebe, da brez tebe ne bo šlo, da nobena druga stvar ne more odgovoriti na to potrebo, oče. Haleluja. Sveti Duh, pričuj mu, sličam tvojo prisotnost zdaj nad njega, kjerkoli je, haleluja. Jaz pričujem našim družinskim članom, pričujem Sveti Duh, haleluja. Haleluja. In zdaj mi vežemo vsako demonsko silo, ki jim slepi oči, v imenu Jezusa, stran iz njegovih oči, v imenu Jezusa. Prepovedujem ti, da mu še naprej slepiš oči, da ne vidi luči evangelija, da ne vidi svetlobe evangelija, haleluja. Odmakam se od njegovih oči, stran iz njegovega razuma, v imenu Jezusa. Skličam razodete Jezusa od njega, ne mu zasije tvoje luči, Jezus, haleluja. In oče, pošelj ljudi, ki poznajo Jezusa v njegov življenje, haleluja. Pošelj pridigarje, evangeliste, bratne in sestre, haleluja, ki ga bojo usmerali na Jezusa. Oče, pošelj delavce v njegovo žetvo, v imenu Jezusa, haleluja. Ne se na vsakem bogalu srečuje z novorenimi veliki, ki mu bojo govorili o Jezusu, haleluja. Oče, molim, ki bo gledal po vsebinah na YouTube, da bo naletel na evangelij, haleluja. Da se ga bo dotaknil, haleluja. Oče, hvala ti, oče, obkroč njegovo atmosfero, haleluja. Oče, naj se ga dotaknejo delavci v žetvi, v imenu Jezusa, haleluja. V imenu Jezusa, haleluja. Hvala ti, oče. Oče, in govorim, če moram karkoli narediti, oče. Če imaš karkoli v planu, oče, da naredim za njega, da ga kam povabam, haleluja. Da mu kaj dam, haleluja, oče. Imaš kakšno darilo, oče, za njega, oče. Poratni, haleluja. Govor mi, oče. Oče, govor mi za kakšno potrebo njegovo, ki bi jaz lahko rešil, da on vidi tebe, haleluja. In dostakrat ti Bog lahko pokaže, tako, ne vem, da neseš človeku kakšno darilo, mogoče, da mu kakšen račun plačaš, recimo čist praktične stvari. Lahko ti pokaže neko bolezen, ki jo hoče ozdraviti in potem priješ in prineseš v zdravljenje, osvobojenje, karkoli. Lahko te spomne, ne vem, da jim nekaj pomagaš v njihovi hiši ali karkoli. Da jih povabiš na pico. En moj sošolec se je sprebrnil samo zato, ker sem ga na pico povabil. Pa ker sem jaz plačal pico. To mu je bil ful čudež. In še danes si človek zelo sem, in je rekel, nič nisem verjel. Kar si mi govoril, mi je bilo vse neznanka, ampak da si ti pa šel k meni domov. In celkrat sem res na njegov, takrat ni bilo mobilnih telefonov. Jaz sem pozvonil na njegov vrata, se rekel, imaš čas, da te povabim na pico. Ko ti meni, se rekel, ja. Jaz plačam. Rekel, res, kaj? Si tako obleko in se šel na pico. In pol je šel z mano v cerku in prvič je pa šel, ni sprejel se. Drugič je pa šel, ni sprejel se. Tretjič se mu je podporil. Amen. In je rekel, sam zato, jaz sem vedel, da je vse res, kar mi govoriš, zato, ker si me prišel iskat, pa mi plačal pico. Je rekel, nič nisem razumel, sam vedel sem, da to ni normalno. A ni nora cerkev, ne? Jaz poznam človeka, leta in leta je hodil v našo cerkev in ni vedel, ali bi šel k nam ali Jehovcem. Oboje mu je bilo isto. In se je odločil med nami ali pa Jehovimi pričami.
In veste, zakaj je pošel k nam? Zato, ker ta, ki ga je povabil, mu ni dal samo vabilo za v cerkev, ampak še čokolado zraven. In to je prevagalo. In pol, ki je sprejel, valjda, ni zaradi čokolade, ampak razumete, neko dobro delo. V Mateju 5 prav, ljudje bojo videli vaša dobra dela in bojo slavili vašega očeta, ki je v nebesi. Amen. Ko je naša soseda skupadla, je Carol takoj naredila neko torto za njo naslednji dan. In potem šla na njena vrata in ful ateist ženska. Ampak pa sva lahko zaradi torte, sva lahko molila za njo, ker se je čisto razjokala zaradi torte, razumete? To je v solze spravil, čisto. Da je kar nekdo prinese nekaj. Amen? Amen. Hvala ti. Hvala, da na ti govoriš, ker smo vodeni po Svetem Duhu. Oče, molim, da nismo slepi sami za te ljudi okoli nas, da imamo odprte duhovne oči, da imamo srca za ljudi, oče. V imenu Jezusa. Amen. Amen. Reči, jaz in moja družina bomo služili Gospodu. Odrešenje je za mene in za mojo hišo. V imenu Jezusa. Jaz verjamem. Amen. Amen. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus, za Igorja. Hvala ti za Hvala ti, Mi Bog govoril, moram svojega očeta na izlet. Problem je, ko začneš mod, pa imaš nekaj ful dela.